Zdaj res odštevamo samo še 3 mesece do volitev. Kaj sledi torej po 1.1.? Neboj, mesarsko klanje, zaključne etape vojne, v narekovajih, razumete to, ker besede vojna res ne gre zlorabljati, ker tečejo številne okoli nas zelo grde in krvave. Ampak finiš volilnega boja pa bo verjetno res zelo turbulenten, histeričen, verjetno tudi brutalen. Ja, po mojem bo zadeva kar umazana, no? Ker je že zdaj, ne? Na obeh straneh treba priznati, ne samo, da bi zdaj, mislim, kar z obeh strani se obkladajo, ne. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci in ne nazadnje seveda bralke in bralci Večera. To je podcast Večer za vikend, tako rekoč božična specialka, kajti za nas kljub prazničnemu času ni odmora in ne nazadnje letos pravega božično novoletnega odmora ali pa premirja ne bo niti za slovensko politiko, ker zdaj vemo, predsednica je ta teden potrdila, da bodo volitve 22. marca, torej vikend pred planico, ko volitev seveda ne bi moglo biti, kajti volilna udeležba bi v tem primeru bila bistveno slabša. Marko Crnković, kolumnist in urednik Fokus Pokusa. Zdravo. Servus. Lep pozdrav vsem. Skratka, zdaj vemo, ampak preden greva hardcore na politiko, povej mi, si praznovalec teh praznikov, si v feelingu božiča, adventa, pričakovanja novega leta, vidim, da imaš nek rdeč šal, čeprav drugače nisva ravno najboljše opremljena, nimajo onih polovarjev. Imam rdeč šal, nimam pa bele brade, ne, pa rdeče kapse s sofom. Mislim, ne delam se, kot da se nič ne dogaja, moram priznati, no. Prav zelo dosleden pa tudi nisem, no. No, tako, ja, je prijeten čas, seveda. No, mogoče nam bodo nekaj odmora namenili tudi v političnem razredu, ampak od ponedeljka naprej, ne, midva bova išla tako rekoč med prazniki, ker sva dežurna skoraj. Ja. Od ponedeljka dalje vemo, ne, kot sem omenil, zdaj res odštevamo samo še 3 mesece do volitev. Kaj sledi torej po 1.1.? Neboj, mesarsko klanje, zaključne etape vojne, v narekovajih, razumete to, ker besede vojna res ne gre zlorabljati, ker tečejo številne okoli nas zelo grde in krvave. Ampak finiš volilnega boja pa bo verjetno res zelo turbulenten, histeričen, verjetno tudi brutalen. Ja, po mojem bo zadeva kar umazana, no, ker je že zdaj, ne. Na obeh straneh treba priznati, ne samo, da bi zdaj, mislim, kar z obeh strani se obkladajo, ne. Zdaj, kar zadeva samo predsednico, ne, ki ima kao volitve čez, ne, bi rekel, da bo to tudi za njo izziv, ne, ker kot je znano, je že v svoji predvolilni kampanji in pozneje ves čas poudarjala, da ona ne bo kot pahor, ne, in da ne bo tiho, ne. Skratka, ona se bo verjetno opredeljevala, ne, in kakor hitro se bo ona opredeljevala, bo nastal še večji ogenj v strehi, ne, mislim, izbruhnil. Tako da, vprašanje, ne, ona zaenkrat tako se distancira od teh aktualno-političnih razprtij, ampak ves čas se ne bo mogla, ne, zdaj, kakor vemo, ima tako še kar stroge kriterije glede sovražnega govora, sama je bila nekoč predsednica nekega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Kot vemo je, a bo imela letos ta govor v parlamentu?
To je bilo pred novim letom, 2krat že, ne? Ne vem, mislim, da ne. Danes, torej na proslavi državni, pred praznikom državnim bo govorec Robert Golob. Ja, to bom z veseljem gledal, ta velekulturni dogodek. Ja, seveda velja povedati poslušalkam in poslušalcem, da se pogovarja pred to proslavo, Ja. Tako da jo bova seveda nekako ocenila, analizirala v kakšni od najnih naslednjih izdaj, nameravava seveda do novega leta še kakšno reči. Glede predsednice bi ti pa rekel takole, ne, prejšnji teden smo objavili intervju, velik, ne, prednovoletni intervju, kot se seveda pritiče temu času s predsednico republike, ki je dejala nekako takole, da bo poskušala seveda v kampanji ostati dvignjena na to dnevno politiko in dnevno politično obkladanje, da bo želela igrati neko nevtralno vlogo, je pa povedala ravno to, da pa je pričakovati kakšno intervencijo, če bodo seveda politične razprave zavile v lege, ki so prenizke, ki so sovražne, ki so vulgarne. Tukaj torej lahko pričakujemo. V te lege bo kampanja zagotovo zavila, ne? Predvsem pa je povedala, da bo zelo pozorna na eno stvar, ki jo zelo dobro tudi po profesionalni plati pozna, z njo se je ukvarjala kot pravnica, ne nazadnje kot informacijska pooblaščenka. Skratka, ali bodo slovenske volitve prvič močneje podvržene tudi pritisku, vmešavanjem, intervencijam od zunaj, to smo v Evropski uniji v zadnjem času že videli, torej z različnimi manipulacijami, deepfakey, fake newsi, razno propagando, ki se lahko seveda nekako vtihotapi, ampak že kar na glavna vrata, seveda tudi v slovensko volilno kampanjo. Spomnimo se romunskega primera, ne, spomnimo se seveda tudi kakšnih drugih zgodb, tako da vlogo predsednice gre pričakovati očitno predvsem na teh točkah, torej raven politične razprave, za katero je tudi sama rekla, da se boji, da bo surova, da ne bo ravno galantna. Ne? Po mojem, v Sloveniji ne rabimo teh ruskih trolov. Ne rečem, da jih ne bo, ne? To je tako težko dokazljivo, ampak mi imamo take trole, kot so SDS, pa ta njihov Štrancar, mislim, na njihov uradno, ne? Ampak tega bo po mojem kar precej in vsi se bojo delali fine. To je naša pravica, to je svoboda govora, lahko govorimo, kar hočemo, mi tekmujemo za oblast in kaj sploh pripominjate. Ne? Tako bojim se, to je mešan blagoslov, ne? Levi pol se bo delal finega, ne? Oni bo sicer kaka Lena Grgurevič spet kako spustila, kako malo bolj grobo, ne? Ali pa tale Urška Klakočar Zupančič bo spet, ne vem, nekaj naprej metala alkohol temu, kaj že, no, tamal lovec. Mahnič, ne? Se počujem, tamal lovec. Skratka, drugače pa bo to z leve bolj korektno, ne? Ta neizprostnost, ki bo po mojem zavijala tudi v to umazanijo, ne, da tako rečem, se bo bolj na desnici pojavljala. Ne. Ja, kar se tiče ruskih trolov, ne, velja omeniti vendarle še nekaj, ne, da imamo zdaj v Sloveniji vseeno vsaj dve politični stranki, ki bolj izrazito koketirata tudi, bom rekel, z rusko stranjo, ne, Resnica in pa seveda nekdanji zunanji minister, zdaj ponovno rehabilitirano obnovljeni teflonski Karl Erjavec, ne, ampak seveda to je, bom rekel, zdaj na ravni nekih indicov ali pa ugibanj, čeprav stališča so jasna. Ne. Skoraj da, ne vem, po mojem je Erjavec tako brezperspektiven, da ne zanima niti ruskih trolov. Dobro, to je možno. Njega zanimajo predvsem procenti, da bo prišel do državnega denarja. Mogoče bo
napraskal tisti procent. Zdaj je zanimivo, če smo že pri Erjavcu, na koncu je njegova predvolilna koalicija z Dejanom Kalohom in Suverenimi razpadla. Kaloh je včeraj ob objavi datuma volitev povedal, da gre na volitve s Suverenimi sam, ne torej s Karlom. Tako da tukaj ne bo nekega sodelovanja. Ampak če se še malo, Marko, vseeno pomudiva, torej pri predsednici Republike Nataši Pirc Musar. Ne nazadnje, v redu, zdaj so parlamentarne volitve, potem so lokalne volitve, potem pa ni toliko več časa, ko prihajajo tudi predsedniške volitve. V intervjuju je meni in Mateju Grošlju to bo 27, ne? Ja, s katerim sva jo obiskala, povedala, da se bo zelo hitro začel tudi njen premislek o tem, ali še nekako ima voljo, moč vztrajati torej za še en mandat, v bitki za še en mandat. Kako ti vidiš ta hip, njeno figuro, njeno pojavnost, njeno politično prezenco v slovenski politiki? Ni seveda mogoče ne opaziti, zdaj to se malo zapleto, ampak se bodo razumeli, da je bila nek akter v teh letih Golobove vlade, da je na relaciji Golob Pirc Musar zavrelo vsake toliko časa, nazadnje pri veleposlanikih, ampak oba se zdaj nekako tudi zaklinjata, da so kosila in pogovori redni in da nekako sproti poskušata reševati odprte zadeve. Misliš, da je Pirc Musar torej nekako predestinirana za to, da še kandidira enkrat, ali bo to odvisno od kakšnih faktorjev? Po mojem bo skoraj zagotovo kandidirala še enkrat, ker enkrat ni nobenkrat, da tako rečem. Skratka, Pirc Musar je ves ta čas delovala kot nekakšen korektiv, to je treba priznati, recimo v zvezi z guvernerjem Narodne banke, kjer je pač tudi izbruhnil en tak sporček, kjer je pač koalicija ustrajala pri Saši Jazbec prvotno. Ona je prišla z predlogom, da bi bil to Tone Rop. In ne vem, meni se zdi to tako dosti čudno. Mislim, te koalicijski interesi tudi dam prav njej, absolutno. Če Nataša Pirc Musar reče, naj bo Tone Rop, potem ima za tiho biti. Mislim, pa naj se potrudijo, če že hočejo dosegati neke svoje interese, zadovoljevati svoje interese, potem pa naj to pač delajo z Ropom. Mislim, bo mogoče dosegli malo manj kot Sašo Jazbec, ampak okej, mislim, meni se zdi to precej trmasta, Ta vlada je dosti trmasta, zna biti. Ja, predvsem premier seveda ima neko tako držo. Drugič, recimo, treba je tudi upoštevati, da če mislim, da ima Nataša Pirc Musar tako pozicijo, da bo opravljala to svojo funkcijo korektiva v obeh primerih. Če slučajno zmaga Levica, še naprej, da bo še naprej ta vlada bolj ali manj taka, kot je zdaj, bojo prav prišle njene intervencije. Če pa bo zmagala desnica, pa še verjetno tem bolj. Tako da se mi zdi, da se bo kar odločila za še en mandat. Okej, dobro, bo zanimivo spremljati tudi, bom rekel, njeno pojavljanje, njeno vlogo pri teh volitvah. Zdaj njen politični background, tudi to je povedala, je še vedno levo-sredinski, ima se za liberalko. Tako zato tudi desnica nima za predsednico vseh, ker ne vem, kdo bi moral biti predsednik, da bi oni priznali, da je predsednik ali predsednica vseh. Ja, Pahorjo bi zdaj to priznali, ali pa Somu, so že priznali. Malo Somu, ja, ampak adijo Pahor, Ja, rekel si enkrat, ni nobenkrat, zdaj moramo reči Kučan, torej prvi osamosvojitveni predsednik, Milan Kučan je opravil seveda 2 mandata, potem pa Drnovšek in Türk samo po enega, eden je izgubil volitve, torej mednarodni pravnik Danilo Türk je izgubil proti Pahorju, medtem ko se je Drnovšek po prvem mandatu iz znanih seveda zdravstvenih razlogov takrat tudi umaknil po prvem mandatu, tako da zdaj, kar je kalkulacija v slovenski politiki, je seveda, ali bi se lahko
še enkrat na volitvah pojavil Pahor. Ne. Slovenska ustava, za razliko od ameriške, ne, v ameriški piše, da je lahko nekdo predsednik 2-krat v življenju, ne, tako eksplicitno ne omejuje. Ne piše 2-krat zaporedoma. Ne, to je v slovenski ustavi, je 2-krat zaporedoma. Ameriška ima zelo jasno postavljeno omejitev, zato tudi seveda predsednik Trump, ne, ki bi rad videl seveda sebe kot predsednika še veliko dlje kot ta 4 leta, ki so mu zdaj nekako odmerjena, ampak bi bilo potrebno spreminjati ustavo. V Sloveniji bi se verjetno Pahor, ne, po pauzi 5-letni lahko ponovno kandidiral. Ne. Ja. O moj bog, kaj ne rečem. A je Pahor? Ja. Smišljati, bil sem še pri Trumpu. Mislim, da za Pahorja ni povratka, ne? Da se preveč kompromitiral s temi pižamami pa kufri. Kaj vem, če se čisto strinjajo s tabo, ne? Ker volilno telo je postalo en tak blag izraz bom uporabil, milo rečeno nenavadno, obnaša se čudno, ne. Zdaj en del volilnega telesa seveda to močno odvrača, na drugem delu pa je Pahor pač eden od nas, se temu reče, ne. Pa dobro, mislim, predstavljaš enega, ki dela reklamo za pižame, ne. To z nekimi tako rekoč golimi blondinkami, no, mislim. Ampak, to bi bilo res čudno. Si predstavljaš veš, to kaj so sceno, se v Italiji doživeli Pahorja z Berlusconijem, recimo. Ja, ali pa z Čičolino. Recimo, si predstavljaš, da imamo za predsednika Pahorja, za predsednika vlade pa Stevanoviča. Ne, tega filma ne bo. Mislim, da naj vnese v prehude špekulacije. Ne, tu se mogoče zaustavijo pri špekuliranju, ker je očitno tudi praznični čas, ki prinaša tudi kakšne res, bom rekel, nenavadne, groteskne filme malo zaneso. Ne. Greva zato mogoče nazaj v tirnice tega tedna. Torej, Maša za domovino je bila tudi, ne? To je taki vsakoletni ritual in kar sva opazila je, da pred volitvami je bila seveda tam mogoče celo nekoliko večja gneča v prvi vrsta, kjer se drenjajo politiki. Prišli so tako rekoč vsi, razen, če sem prav opazil, ni bilo Janše, ki je poslal Hojsa, podpredsednika SDS-a, ostali pa so bili bolj ali manj skoraj da vsi, razen tudi seveda pričakovano Aste Vrečko, ampak bil je premier Golob, bil je Matjaž Han, bila je desna falanga političnih liderjev in nadškof Zore ni zamudil priložnosti, da ne bi komentiral letošnje osrednje teme družbenih razprav pri nas, torej splava pravice do prostovoljne pomoči pri končanju življenja in skratka nekih tem, ki so bile letos precej kulturno bojne, ideološke. Ja. Si spremljal? Sem preletel, zdi se mi, da te Maše pač postajajo neke vrste PR, ne, kar je, mislim, ni slabo, no, naj gre ta politična udeležba na Mašah, vsaj na tej za tako imenovani Maši za domovino, naj to postane nek politični mainstream. Ne glede na to, ali je kdo veren ali ne, naj visoki politiki naj bojo tam. Ne? Zdaj, ne moremo si kaj, da si ne bi mislili, to je zdaj PR, ne? Treba se pokazati tudi na Maši, da bi dokazali, da so odprti tudi do vere, do katolikov. Ampak na vse zadnje, morajo biti tam. No? Pa še to bi rekel, ne? V bistvu me čudi, ne, da nadškof Zore, ne, ki je absolutno pameten mož, ne, in zna povedati kaj lepega, pametnega in umirjenega, da kar naprej govori o poveličevanju smrti. Mislim, to je res malo mem, ne, totalno mem. To je, se mi zdi, na nivoju Aleša Primca, ne, poveličevanje smrti. Pa kdo hudiča poveličuje smrt? Ne? To, da smo imeli referendum oziroma predlagan zakon o tako imenovanem
o pomoči pri predčasnem končanju življenja, to ni poveličevanje smrti. Mislim, kult smrti, to je, ne vem, death metal ali ne vem kaj, nek satanizem. In če smo že pri satanizmu, spet je, to je priljubljena beseda od Milana Zvera. Ja, vem, kaj boš rekel. Spet je prišel ven s Zdaj ga je satanizmom. opazil na drugi gimnaziji. Ja, v Zagrebu, ker je bilo to tekmovanje v debatiranju, ne, in ker dijaki niso hoteli Zelo po nemarnem in grdo, grobo, zavržno uporabljena beseda v tem kontekstu, se mi zdi. Satanizem. Od odbojke do druge gimnazije, no, jaz sem pa halo. Takrat je, ko se odbojkarce niso hoteli rokovati. No, kaj hočeš s tem povedati, v bistvu? Razen, da se priklanja Izraelu, v bistvu. Ne vem, mogoče ima tako umetno inteligenco naštimo, da mu avtomatsko zamenja antisemitizem, ki je ena brezvezna beseda, brezpredmetna, da jo zamenja za eno še bolj brezpredmetno besedo, ki je satanizem. Ja, ker to gesto dijakov, ta protest, te protestne nagovore v tem primeru, poročali smo o tem in nenazadnje tudi ostali slovenski mediji, velja označiti kot verjetno pogumno intervencijo in primerno v tistem času. Mislim, da so te otroke, da tako rečem, dijake, da so jih zelo zafrkljeni. Te teme ne bi smelo biti, pa ne zato, ker vsem se da načeloma debatirati, Kdor pa mora zagovarjati nekaj nevzdržnega, kar je težko zagovarjati, kot recimo genocid, ali dokazovati, da to ni genocid, ali dokazovati, da cilj posvečuje sredstvo, ga spravijo v zelo neprijetno situacijo. In če bi ti dijaki, recimo, kar bi bil podoben izziv, samo obrnen, da bi morali zagovarjati palestinsko tezo, tezo oziroma stališča Palestincev ali celo Hamasa, si predstavljaš, kakšen pogrom bi se zgodil nad njimi potem, ker bi sodelovali. Lahko pa mogoče, če težko je zagovarjati Izrael in mogoče bi oni bili premalo dobri, v narekovajih, da bi premalo dobro zagovarjali ta genocid. Poleg tega, na živce mi gre to je zdaj že drugič, ko je bila korona, ko so na Trgu Svobode demonstrirali dijaki in zahtevali vrnitev šole, da imajo dosti Zooma, so jih popisali in nekaj jih je dobilo poziv na sodišče, to je bilo sicer pol razveljavljeno. Ampak, mislim, dijake, dajte mir, In nenazadnje Zver je rekel tudi to, temu bomo naredili konec. Ja, zelo grozeče. Hvala Bogu, da imamo dijake in mladino, ki razmišlja svojo glavo. Dajva zdaj, ker imamo ta privilegij, da skoraj da zaključujeva počasi leto, našo podcastersko in politično. Ja, čeprav se bova mogoče s kakšnim, vsaj zvočnim, bova mogoče še pribila kakšno. Samo še en teden, v bistvu. Ja, ampak vsaj smo napovedala, da se bova tedensko. Tako da zdaj spet prosim, da ne nižava standardov, ki smo jih sama postavila in se zabarikadirala v njih, potem se kdaj nisva držala. Ampak skratka, torej, 22. decembra je bilo 3 leta, odkar je prisegla predsednica, ki je 22. decembra potrdila, da bo do 22. marca volitve. 22. marec je bil namenjen tudi za znamenito kavo levosredinskih liderjev. December, pri Vladimirju Prebiliču. Ampak ta kava je ostala mrzla, nihče ni prišel. Ali je torej na levici to vprašanje pomanjkanja političnega bontona, ker na kavo, na povabilo se odzoveš, ali ima Prebilič, ki mu zadnje ankete ne kažejo dobro, resen problem? Po mojem ima resen problem. In problem, ki si ga je sam nakopal, ker ni računal na to, da bojo njegovi kolegi iz levega pola tako nevljudni in tako nesramni, na rekovajih, da bodo zavrnili vabilo na kavo, kar je nekaj čisto nedolžnega. Razen v slovenski politiki, ali mogoče celo razen na levici.
Tako da on ni računal na to, on je mislil, da bo rekli, ja, zakaj pa ne, pivo na kavo, ne, super, ne, tako kot pač človek se rad odzove prijateljem, znancem, sodelavcem, če kdo predlaga kavo. Greš na kavo, spiješ kavo 10 minut in čau. On ni računal na to, da bo tako prezirljivo zavrnjen, ne. Tako da to je bila po mojem za njega draga šola, ne. Mislim, procente ima zdaj zelo nizke. Ja. Vse to sem ti mislil, zdaj mogoče dajva tak zdaj za konc leta, išle so torej zadnje javnomnenjske ankete letošnjega leta, Nina Media, Mediana seveda v več medijih, ampak zdaj ne dve stvari, vse sva to že večkrat, ampak tako pač je, v politiki je treba komentirati pač tudi neke trende, če tudi so ti trendi zelo stabilni. Torej, ne, če povzamem na kratko, ne, Janša in Golob na vrhu, Janša vodi, Golob mu ne sledi za ravno veliko razliko, torej razlika med dohiteva ga ravno ne. Ne, dohiteva ga ne, ampak ta razlika je obvladljiva, rečemo temu še vedno. Ne. Potem nekako nad parlamentarnim pragom se držijo socialni demokrati, tu vedno ugotavljamo, da imajo svoje volilno telo, imajo svojo strankarsko strukturo, očitno je nekako vedno bolj na varni strani radarja tudi krščanska demokracija. In še to, kar zadeva SD, ne, da jim očitno niso škodile te afere, ne, niti tista Litijska pred 2 letoma, niti zdaj, kaj že bil ta Predator, kako mu je že bilo ime? Prednik Predator. Tako da, ja, ne, jaz sem to sicer napovedal, ne, da Han je rekel, ok, ne komentiramo. Je odsekal afero, kar učinkovito. Ne? Ja. No, skratka, stranka ima neko volilno telo, očitno tudi krščanska demokracija z Novo Slovenijo, tam so še seveda neke formule povezovanja, to sva tudi rekla, Slovensko ljudsko stranko in Lotričevim Fokusom, potem pa se že začne, bom rekel, manj varna stran političnega radarja. V bližini praga so ali malo preko ali malo pod njim Levica, Resnica z že omenjenim Zoranom Stevanovićem, Logar po nekaterih anketah preko praga, po drugih anketah pod pragom, skratka očitno še relativno volatilna situacija za Logarja. In pa, kar so zabeležile v zadnjem času, prej bili časi samo omenil, da trenutno ne figurira ravno dobro, zabeležile pa so ankete nek levi prodor Mihe Kordiša, ne, tam celo proti 3%, kar je za nekatere presenečenje, za druge pa spet ne. Zdaj Levica ne skupaj z Vesno ne zmore nekako odskočiti preko praga, da bi prišla tam na bolj varnih 6-7%, ampak se giblje tam med 3 in 5 nekako odstotki ali pa nekaj takega večinoma. Skratka, zanimiva mi je bila teza, sem v preteklih dneh govoril tudi z zgodovinarjem, političnim analitikom, tukaj iz Maribora z Filozofske fakultete, Alešom Maurom, ki je dejal, da stalno volilno telo imajo v Sloveniji bolj ali manj 4 stranke. Ne. Po njegovem so to SDS, Socialni demokrati, Nova Slovenija, oziroma to je seveda ta bazen bivšega SKD-ja, in pa meni, da ima neko volilno telo, ki je dokaj lojalno in stabilno in zdaj že izgrajeno, tudi Levica. Ostale stranke, tudi Svoboda, ne, pa si na nek način volilno telo izposojajo iz tega bazena neopredeljenih ali pa bivšega velikanskega LDS bazena, ki se potem razporeja tako ali drugače. Ne, včasih se razporedi zelo k eni stranki, kot je v primeru Svobode, ne, leta 2018 pa vemo, ne, nekaj je dobil Šarec, nekaj stranka Alenke Bratušek in tako naprej. Skratka, greva zdaj oceniti, torej te zadnje ankete in bom rekel, greva oceniti zdaj to predbožično novoletno stanje v politiki. Kdo mora biti zelo nervozen, kdo si lahko zdaj privošči malo več kuhanega vina, ne, in se potem 3. januarja vrne v pisarno ali pa tistega 5. ali kdaj je že ponedeljek, kdo mora zdaj zelo razmišljati, delati po tvojem, skratka, kje stojijo politične ladje? Mislim, da se Levici ni treba bati za to, da bi prišla v parlament. Čeprav zdaj bom tu skočil. Taka je moja projekcija. Ne, za Levico se zdi, da je znotraj avtocestnega, torej te obvozničnega obroča ljubljanskega precej varna, ne? Ampak ali je to dovolj za njih? Ne? Tam imajo svoje fene in svoje simpatizerje. Ne? Kaj pa zunaj tega? Ne? Ja, zunaj tega bolj malo, seveda. Ampak mislim, da je
njihova baza v Ljubljani, ta alter scena, da tako rečem, ne, tudi kulturna alter scena, še kar močna, ne. In po mojem oni prišli v parlament. Saj tudi navsezadnje smo trepetali že na prejšnjih volitvah, ne, ker nekaj časa je kazalo, da mogoče prvi dan zvečer, ne, da mogoče sploh ne bojo prišli not. Mislim pa, da Kordiš nima možnosti, da pride v parlament. Ne. Sodeč pa, to sklepam potem, da je dosegel zelo klaveren rezultat na predsedniških volitvah. Ne. Mislim, da ne bo prišel v parlament. Ne. Ok, kaj pa ostali še? Resnica tudi ne, resnica je tako... Pa ne kaže ravno zelo slabo, ne? Vem, da ne kaže slabo, ampak pol bo to zginilo nekam. Resnica je tako malo, pač ljudje so malo jezni na politiko in gredo k resnici. In razmišljajo o tem, kaj pa če bi jaz zdaj nekoga drugega, in potem rečejo, pač tjaven dan, zakaj pa ne resnico, ne? Ampak pol, ko gre pa za res, potem pa je ne volijo. V mojem, ne, mogoče so to samo moje pobožne želje, ne vem, ampak ker to bi se mi zdelo precej degradirano za slovensko politiko, da bi resnica prišla v parlament. Ne. Ja, nek novi faktor nestabilnosti bi to bilo, Ja. ne, zelo nepredvidljiva zgodba, ne. Dobro, ok, potem še, kaj pa še ostali? Verjetno Prebiliča res ne bo, Logar verjetno ja. Ja, čeprav pri Prebiliču velja vendarle dati en disclaimer, ne. Človek ima še enega aduta v rokavu, ne, zdaj ti prvi meseci po ustanovitvi stranke mu res niso šli na roko, bilo je nekaj napak, ne, ni mu uspelo narediti tega preboja, ampak nekako podobno kot velja za Luko Mesca, velja on za politika, ki je dober na soočenjih, in ko se bo sezona soočen začela, a misliš, da tam ne more... Mislim, da so ta soočenja vedno manj pomembna. Ne, ljudje gledajo vedno manj televizije. Mislim, da so ta soočenja pač, ne bom rekel, irelevantna, ampak niso več tako odločilna kot nekoč. Ne, teh soočen bo zdaj kot v času Nixona in Kennedyja. Ne. Ja, to definitivno, ampak zdaj veš, soočen bo kup, imeli bodo razni podcasti, portali, pusti in potem seveda še za navrh tega nacionalna televizija in pa največja komercialna televizija, ne, kjer pa se je že kdaj tudi kdo rešil, recimo, izpred praga. Ne. Ravno Mesec je potegnil Levico, mogoče kdaj više, kot je kazalo. Ne. V redu, za Logarja si bolj prepričan, kaj pa ne, misliš, da bo zdržalo to NSI, SDS premirje, ne, do volitev, ker tam je tudi znalo, kdaj je vmes pokat že. Ne. No, tega se ni zabat, ne. Mislim, tudi če ne bo zdržala, bojo pol premire spet zaflikali, ne. Tako da, mislim, oni pač pašejo skupaj, ne, v neko koalicijo. Ja, velik brat in mala sestra, ali kako sva že enkrat v preteklih tednih rekla. V redu, tako da ti zdaj vidiš stvari že precej odločene, ali kako, ne? Ne, ni odločene, to je samo pač moja projekcija, ne, lahko pa se še marsikaj spremeni, ne, lahko se še smotim, jaz mislim, da sem nek strašen profet, ne, tako da... Ampak praviš, da soočenja ne bodo toliko mogoče imela efekta, kaj torej še lahko po tvoje zareže v to politično krajino? Afere, ne vem, neki še zadnji zapozneli vladni bomboni, rezultati? Malo afere, bombončki ne, ker ljudstvo ni hvaležno in je to tako rekoč metanje stran denarja, ne. S tem res ne moreš kupiti glasov, ne, vsaj ne s takimi, kot je to do zdaj, s temi bombončki, ki so bili podeljeni zdaj. Tako da, ne vem, mogoče še kakaj afera, da bo še kaj prišlo na dan, še kaj podtaknjeno, ne, resničnega ali neresničnega, ne. Tako da, mogoče dejansko kaki troli, ne, kaki deepfakei. Vprašanje je, če se bo neka stranka, desnica verjetno, bolj verjetno,
izkazala kot nepošten, grob player v tej kampanji, ne. Vprašanje je, kako bo to vplivalo, ali bojo ljudje to zamerili ali ne. Če naredijo, ne vem, nekaj zelo grdega nekemu svojemu konkurentu. Zdaj so se zelo z Niko Kovač ukvarjali zadnje. Ja, no, to je Nika Kovač, hvala Bogu, da jo imamo, da vleče nase pozornost Mateja Tonina in ostalih. Dobro. Je še kaj zdaj mogoče za dodati v tem finišu, kar je zdaj Nataša Pirc Musar, ki sva jo nekako v tej epizodi večkrat omenila, povedala tudi, da njeno pravilo ne bo, da mandat najprej dobi relativni zmagovalec volitev, ampak da lahko mandat dobi tisti, ki bo pač izkazal sposobnost oblikovanja večine v državnem zboru. Problem je v tem, da najbrž vsi mislijo, oziroma bojo mislili, da imajo to sposobnost, da bi ampak najverjetneje lahko to izkažeš s tem, da preneseš v bistvu glasove. Vem, ampak to ni tako preprosto, kot je ona to povedala. Ne? Res je, da kakšna bo potem ta večina, ne? Ali bo potem spet kak prestop, ali si bo kdo premislil, kakšen poslanec bo ne vem, mogoče šel na svoje, ne? Da bo spet neka ta nepovezan poslanec. Ne? Lahko se tudi zgodi, da bojo pač enostavno da se bo nekaj zgodilo, no? Da bo ni to tako simpel, no? Zdaj veš kaj, velja še en podatek tukaj omeniti, ne, volitve bodo prvič po letu 2008 v rednem roku, ne. Torej nekomu je uspelo končati dejansko cel mandat. Ja, no super, ne. V redu, Marko, hvala za danes. Danes sva celo uspela biti malo krajša. Zdaj ne bova šla na kuhanca, ker tebi bi bolj zdaj čaj pasal, ker si rekel, da imaš že rahlo občutek, da se te nekaj loteva. Bog ne daj, ne, ker gripa straši, kar zelo. Tako da zdaj poslušalkam in poslušalcem seveda lahko zaželiva v tem hipu izšlabova tik po Božiču, ne, predvsem, da se imajo lepo v teh dneh, ali kako, ne, da se vzamejo čas zase in za svoje, ne. Ne omenjati veselih praznikov, ker to reče se vesel Božič in srečno novo leto, ne, ker to sta, ne, to niso prazniki, ne, kot trdijo. A veš, da slovenski premier, če tudi levo-sredinski, zdaj sem ga večkrat poslušal v zadnjem času, reče blagoslovljen Božič, tako da lepo s tem pomiri tudi politično desnico in verne ljudi, ne. Ja. No, to je ta mainstreamizacija vere na levem polu. Marko, hvala. Evo, to je bil predzadnji, zadnji večer za vikend v letošnjem letu, ampak ni še čisto konec, ker se vrnem še za to, da vam povem, kaj boste v prazničnih dneh brali večerov v soboto in v večerov v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali večer v soboto? Ura ali dve podarjenega časa in pozornosti, predvsem pozornosti lahko pomeni veliko več kot darila. V času individualizma, hitenja, pogleda uperjenega v dnevne naloge in telefone smo večerovi novinarji stopili v drugo smer. Obiskali smo 6 starejših, ki živijo sami, v mestu in na vasi. Z njimi smo se pogovarjali o življenju, tudi o samoti in krmarjenju skozi čas. O tem, kako je bilo nekoč in kako je danes. Izjemno zanimive in ganljive zgodbe je spisal naš božični generator. Podarimo sočloveku delček svojega časa. Lahko pomeni namreč veliko več od bleščečega darila. Gost prazničnega intervjuja je predsednik uprave OTP banke v Sloveniji Andraž Hamori, Madžar po rodu, državljan Avstrije, ki je do prihoda v Slovenijo delal v Avstraliji. Odgovoril je na veliko vprašanj povezanih z izzivi bančništva danes, od tega, kako drag bo denar oziroma kako draga bodo posojila prek izzivov slovenskega gospodarskega okolja, do tega, kako bo poslovni center Emonika, ki ga OTP gradi v Ljubljani, vplival na mariborski del banke, ki je bila nekoč tudi nova KBM.
Ob koncu predsedovanja Varnostnemu svetu Združenih narodov smo govorili s Samuelom Žbogarjem, vodjo slovenske misije in stalnim predstavnikom pri organizaciji Združenih narodov. Program slovenskega predsedovanja je bil zelo pester. Delegacija Varnostnega sveta je šla v Sirijo in v Libanon, razpravljalo se je o izbiri novega generalnega sekretarja, govorilo o človekovih pravicah. Ves čas sta bili v ospredju tudi Gaza in Ukrajina. Z novim letom se Sloveniji tudi izteče mandat nestalne članice. Veleposlanik pravi, da smo upravičili zaupanje držav, ki so nas izvolile, in da bodo nadaljevali s pobudami v OZN. Preselimo se še v Večer v nedeljo. Nobeden od nas nima pojma, vsi blefiramo. Boris Kokal, frontman glasbene skupine Kokosi in voditelj na Valu 202, o tem, zakaj je po izidu nove plošče padel v depresivno obdobje, o nevarnostih zvezdništva in posebni ljubezni do Maribora. Alarm na Hrvaškem, leto že 18 umorjenih žensk. Čeprav je hrvaški sabor uzakonil femicid kot kaznivo dejanje, za katero je predvidenih najmanj 10 let zapora, se število brutalnih primerov pri naši južni sosedi ne zmanjšuje. Od Makedonije do Norveške in vse vmes, Tadej Košir se ni sodeloval že v času, ko ni bila prepoznavna. Zvezdništvo je ni spremenilo, spektakel v Stožicah pa je bil presežek na domači in tudi svetovni glasbeni sceni. In še o onesnaževanju, ki ga prinašajo vojne. Kemični agensi vztrajajo v okolju veliko dlje kot spomin slehernika, ki je očitno že zdavnaj pozabil na vojne grozote zadnje globalne vojne. Pozabljamo, da se četrtina svetovne populacije, okoli 2 milijardi ljudi, z vojno sooča vsak dan. Dragi bralke in bralci, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, želimo vam miren in prijeten, prijazen božično-novoletni čas. Seveda tudi v družbi Večera. Naj vas spomnimo, da smo letos posneli veliko ur programa, podkastov, v katerih so sodelovali različni in zelo zanimivi sogovorniki. Če so vam kakšni ušli, jih lahko poiščete na www.večer.com ali pa na platforma za podcaste. Kot vedno vas bomo veseli. Kakor se tudi vnaprej priporočamo za poslušanje, sledenje, všečke, predloge in kritike. Tudi zaradi vas smo lahko še boljši in bolj zanimivi. Hvala vam, da ste del Večerove skupnosti. In kot vedno, se beremo, se vidimo in se slišimo. Srečno!